Andreja, izvolite. Hvala lepa za predstavitev. V veliko veselje mi je, da sem danes tu. Malo bolj mi bi bilo všeč, če bi imeli vsi nekaj minut odmora vmes, ker sem že sama utrujena, tako da upam, da boste zdržali oziroma bom poskušala mojo predstavitev narediti kar se da zanimivo, tako da ne bo pretežko. Kot rečeno, prihajam iz Univerze na Primorskem in pa raziskovalnega inštituta InnoRenew. Pred nekaj tedni smo praznovali 3. rojstni dan, sicer so ustanovitelji Univerze na Primorskem, Fraunhofer inštitut iz Nemčije, Zavod za varstvo kulturne dediščine in pa Zavod za gradbeništvo Slovenije. Danes zaposlujemo 62 raziskovalcev in strokovnih sodelavcev. Prihajajo iz celega sveta, praktično nekje 52% je tujcev, skupaj pa delujemo na področju obnovljivih materialov in njihove rabe v grajenem okolju, predvsem s poudarkom na zdravem grajenem okolju. Če se postavimo na tehnološko raven pripravljenosti naših aktivnosti, smo nekje med 3 in 7, sicer si želimo tudi izvajati zelo temeljne znanstveno-raziskovalne aktivnosti, kar predvsem poskušamo nekako z vzpostavljenim sodelovanjem v globalnem prostoru, medtem ko zelo aplikativne raziskovalne aktivnosti v tesnem sodelovanjem s slovenskim in pa drugim mednarodnim evropskim gospodarstvom. Tukaj smo danes zaradi zelenega dogovora, tako da bom nekoliko poudarka dala na projektu, ki ga izvajamo, gre za projekt Obzorja 2020 in predno ga predstavim, naj izpostavim, da gradbeni sektor v Evropi predstavlja oziroma zaposluje 18 milijonov ljudi. In predvsem glede na to, da je v mojem naslovu krožnost, bi izpostavila, da je 70 milijonov in več ton lesnega odpada letno proizvedenega v Evropi in zgolj na žalost 33% koristno ali uporabljenega oziroma recikliranega. In to je tisto, s čimer se danes spopadamo, kar je naš izziv, zakaj pa danes tako lepo izpostavljen les, ker me zelo veseli. Zakaj imamo priložnost z lesom in drugimi obnovljivimi materiali? Zato, ker dejansko krog lahko sklenemo. Če si čisto enostavno pogledamo sliko tu, se pravi iz gozda do hiše, naprej lahko tudi do nekih sestavin za kemijsko industrijo in ne nazadnje energijo, kljub vsemu pa pridemo nazaj do gozda. Pri neobnovljivih materialih ta krog je sicer lahko sklenjen, vendar začetek in konec seveda nista v krožni zanki. Še naslednji pomembni vidik, zakaj les in obnovljivi materiali, je njihova kaskadna raba, spravi lahko ga uporabimo v številnih ciklih in sicer z znanjem dejansko pripeljamo do novih materialov tudi po tem, ko je v prvi fazi življenjskega cikla že odslužil svojemu namenu. Pri tem pa moramo se vprašati, kje so vsi ti odpadki, ki sem jih prej izpostavila v številkah. V najrazličnejših oblikah se pojavljajo in tu je pomembno, da se osredotočimo tudi na tako imenovano povratno logistiko in nekaj primerov, kako izgleda danes, kje vse je les. So iz Izole in Kopra primeri. V Kopru imajo zelo čiste ostanke, ki jih na žalost uporabljajo zgolj za energijo, medtem ko v Izoli na zbirnem centru zbirajo zelo v lepo pokritem skladišču odslužene, predvsem pohištvo in druge elemente, na to pa pristanejo na kupu z izredno lepim pogledom na morje in pridejo naši kolegi iz Italije, da to uporabijo za energijo. To je naš tisti izziv, ki smo ga že pred leti s kolegi iz EMSOR-a in kar nekaj drugimi kolegi iz cele Evrope si ga zadali, dajmo pogledati, kje pa moramo narediti zbirne centre in kakšno dekontaminacijo moramo narediti, kakšne so pravila v različnih državah v Evropi.
primer zračunali so naši kolegi računalničarji, če jim tako rečem, kje naj bodo ti zbirni centri, da se seveda na koncu tudi splača. Enako smo naredili tudi za Avstrijo, Nemčijo in Francijo, ampak to ni moj namen, želim samo izpostaviti, povratna logistika je nekaj, brez česar ne moremo, ko govorimo o krožnem gospodarstvu. Projekt, ki sem ga omenila, Wood Circus, promocija vrednostnih verig lesa kot pomembnega dela evropske krožne bioekonomije, koordiniran je strani VTT iz Finske. Gre za proučevanje, v bistvu in analiziranje trenutnega stanja, identifikacija primerov dobrih praks, kaj v bistvu se že dela, kje so priložnosti in kako lahko optimiziramo v bistvu ponovno uporabo odsluženega gradbenega lesa. InnoRenew je tu odgovoren za pripravo bele knjige s predlogi za pripravo politik na evropskem nivoju. Seveda bomo bili zelo veseli, da se nam pridružite pri tem. Če imate primere dobrih praks, prosim, pridite do nas, bomo z veseljem jih vključili, kako lahko uporabimo v bistvu odslužen les v novih proizvodih. Kaj je pa ključno, da uspemo, da nam uspe tako povezovanje gospodarstva z raziskovalno sfero, kot tudi doseganje kroženosti, pa je interdisciplinarnost in seveda potrebno je povezati sodobna področja s koncepti trajnosti in smiselne rabe naravnih virov. V InnoRenew smo v letu 2019 sodelovali z 61 podjetji iz Slovenije in Evrope. Kot primer dobre prakse, kjer bi spodbudila tudi vas, bi izpostavila podjetje Kronospan, za katerega smo izračunali ogljični odtis organizacije, s katerim smo vzpostavili sodelovanje in čez nekaj mesecev preverjamo, ali bodo dejansko dosegali cilj, da bodo znižali njihov ogljični odtis organizacije za 10%. Vsi moramo, tudi tisti, ki v bistvu rabimo obnovljive materiale in pa les v našem primeru, kljub vsemu lahko pripomoramo znižanju ogljičnega odtisa oziroma naših okoljskih vplivov. Naša nova hiša, ki je v nastajanju v Izoli, gre za največji leseni objekt, ki bo zgrajen do septembra 2021, gradita ga VG5 in v sodelovanju oziroma partnerstvu z Marles hiše iz Maribora. Tu bi izpostavila, da pa poleg krožnosti, poleg zavedanja, da je potrebno uporabiti materijale na način, da jih lahko po zaključku življenjskega cikla ponovno uporabimo, pa smo velik fokus dali na zdravju in kako grajeno okolje vpliva na naše zdravje, počutje, stres, okrevanje po stresnih dogodkih. Gre za demonstracijo našega raziskovalnega dela, ampak ne bi se tu več na to osredotočila, ampak glede na to, da govorimo o trajnostni gradnji, se mi je zdelo zelo pomembno izpostaviti. Platforma CER, imamo še eno platformo in sicer živi laboratorij InnoRenew, v okviru katerega v bistvu sodelujemo z različnimi deležniki. V Green Dealu, oziroma se opravičujem za uporabo angleškega izraza, je jasno opredeljeno, da je potrebno vzpostaviti odprte platforme in skupaj prinesti različne deležnike. In živi laboratorij InnoRenew trenutno ima 115 članov iz 28 držav, kar bi tu izpostavila, da je pomembno, da se odpremo svetu, da nismo zgolj zaprti v Sloveniji, v nacionalnem prostoru in da naše dobre prakse tudi širimo preko meja Slovenije. Nekaj primerov, nekako 50% je nekako industrije, 18% raziskovalnih inštitucij, 17% različnih regionalnih agencij, združenj in podobno. Lahko nekateri med njimi so zlati člani, drugi srebrni, pa tudi ni moj namen danes to izpostavljati, bi pa poudarila nekaj primerov in sicer za poljsko podjetje Phoenix delamo z njimi v okviru živega
laboratorija na preoblikovanju in digitalizaciji proizvodnih procesov, kar je tudi pomemben del v bistvu razvoja našega sektorja in razvoja trajnostne gradnje. Za drugo, tudi poljsko podjetje iščemo rešitve za optimizacijo proizvodnje, zmanjšanje njihovih odpadkov in njihovo ponovno uporabo. Občina Izola, kot tista, v kateri domujemo, pa smo recimo oblikovali zunanje igrišče v sodelovanju z učenci, starši, seveda lahko uganete, kateri material je tisti, ki je v tem zunanjem okolju uporabljen. Včeraj smo objavili en članek na to temo, tako da ga lahko na naši spletni strani si tudi pogledate. Ne smemo pozabiti na gozdno-lesno tehnološko platformo, ki tudi leseno gradnjo izpostavlja v smernicah v viziji 2040, predvsem z poudarkom na zdravju in na well-beingu uporabnikov stavb. Za zaključek bi vas pa samo še povabila, če upam, da ne bodo virusi in podobno nam prekrižali kakih načrtov, da se nam pridružite v Škocjanskem zatoku, tudi v eni lepi leseni stavbi v Kopru, ki je na konferenci, na kateri bomo govorili o življenjski dobi v bistvu lesenih konstrukcij, o njihovi trajnosti kot tudi estetiki, tudi prikazana bo v bistvu uporaba IT tehnologij pri načrtovanju stavb in pri predvidevanju staranja lesa. Kolegi iz Velike Britanije, Francije in Nemčije bojo z nami, arhitekti si lahko pridobijo točke in prav tako inženirji. In s tem bi se vam zahvalila in upam, da imamo priložnost tudi na teh tematikah sodelovati v prihodnje. Hvala.